Lepo pozdravljeni v imenu Turističnega društva Dobova na nocojšnji prireditvi Dobova se predstavi, ki je poimenovana kot večer glasbe, petja, plesa in smeha. In jaz upam, da bo dejansko ta imidž tudi prireditev po nocojšnji izvedbi tudi obdržala. V naši sredi lepo pozdravljam župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Tudi predsednika krajevne skupnosti Dobova, Mihaela Boraniča, ki se je pa skril nekje v ozadju. Vse nastopajoče in ostale, ki ste si ta večer vzeli čas in prišli v Dobovo, da boste uživali v tem prečudovitem večeru. Ker je ta prireditev posvečena oziroma organizirana v času praznovanja občinskega praznika, bi prosila k besedi tudi gospoda Ivana Molana, župana, da nam ob tej priložnosti tudi nekaj spregovori. Tako je že tradicija kar nekaj let, da se občinski praznik praktično konča tu v Dobovi, z Dobovo se predstavlja. Veseli me, da se vsako leto tu zberemo in seveda tudi kulturna društva in pa drugi nastopajoči vsako leto se poskušajo predstaviti in pokazati seveda tisto, kar so čez leto delali. Nasplošno lahko rečemo, da letošnji kulturni praznik oziroma občinski praznik, ki se praznoval skozi cel oktober, je pokazal izjemno pestrost dogajanj v občini Brežice na vseh področjih. Bilo je veliko različnih prireditev, tudi drugih uspehov, pa naj bo to na gospodarskem, turističnem ali podobnem področju. Posebej seveda me veseli, da so tudi letos bile podeljene občinske nagrade na občinski seji in pa seveda, da smo tudi dobili novega častnega občana. In pa vse to kaže seveda, da se vsi kraji v občini razvijajo. Tudi lahko rečemo, da Dobova tudi kakor vsako leto tudi nekako napreduje. V letošnjem letu mogoče ni bilo toliko investicij, so bile pa izjemno uspešno na gospodarskem področju, saj se je obrtna cona v Dobovi začela graditi, zapolnjevati, prav tako pa tudi na turističnem in ostalih področjih. Sam osebno seveda vam želim danes lep večer, predvsej pa prav, da čeprav nekako zaključujemo, da vam tudi sam čestitam v občinskem prazniku. Vse dobro vam želim in lepo se imejte. Hvala lepa. Hvala župana za izrečene besede. Skozi nocojšnji program vas bo popeljala Anja Urek in upam, da vam bo zanimiv. Na koncu prireditve oziroma preden boste zapustili, pa ne pozabiti poskusiti letošnjega čarobnega bučnega napitka. Lepo pozdravljeni na tradicionalni prireditvi Dobova se predstavi. Leto je zopet naokoli in zopet smo tu v dvorani, dnevi so krajši, zunaj je hladno. Zato nam takšni večeri, kot je danes, pričarajo nasmehna lica in nas odpeljejo daleč stran od vsakodnevnih skrbi. Nocojšnji koncert bodo otvorili naši najmlajši. Otroška folklorna skupina Mlinčki iz osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Folklorno skupino Mlinček se lahko vključijo predšolski otroci, ki zadnje leto obiskujejo vrtec. Skupina Mlinček je tako začetna točka, popotnica svojim mladim članom na njihovi folklorni poti, ki jo lahko nadaljujejo v šoli. Otroci preko igre, zgodb spoznavajo kulturno dediščino naših babic in dedkov. Začnejo spoznavati otroške šege in navade, seznanjujo se z ljudskimi izštevankami, z badljivkami in nagajivkami ter z ljudskimi pesmi in plesi. V letošnjem letu smo še posebej ponosni na pridobitev novih otroških folklornih kostumov, ki so jih izdelale 3 babice naših oziroma njihovih mladih folkloristov. Zelo so jim hvaležni. Redno se udeležujejo občinskega srečanja otroških folklornih skupin Igraj kolce v Brežicah.
Lahko se pohvalijo, da so skupaj s klopom, s katerim se vam predstavljajo danes, v lanskem šolskem letu dosegli regijski nivo in se tako uvrstili na regijsko srečanje folklornih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Danes se vam bodo predstavili učenci prvega razreda, lansko šolsko leto, člani skupine Mlinček, s točko Mamina skrinja, kater naj vas popelje v čas, ko je bil kruh še zlata vreden. Mentorica Tatjana Vučanjk. Koliko žebljev potrebuje? 1, 2, 3, pa povej število ti. Koliko? 1, 2, 3, 4, 5. En kovač konja kuje, koliko žebljev potrebuje? 1, 2, 3, pa povej število ti. 1, 2, 3. Jaz pa grem na zeleno travco, trgat rožce za mojo mamco, trgat rožce za mojo mamco, lepe bele marjetice. En kovač konja kuje, koliko žebljev potrebuje? 1, 2, 3, pa povej število ti. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Poglejte, kaj sem našel. Mamina skrinja. Gremo jo odprijeti. Ne, mami grem povedati. Ne, mami povedati. Od koga se tale kregate? Ajde, gremo eno zaplesati. Ringa, ringa, raja, micika nagaja, Igor pa pleše, da se hiša trese. Ringa, ringa, raja, micika nagaja, Igor pa pleše, da se hiša trese. Kašo kuhaja, temu dala, temu dala, temu dala, temu dala, temu pa vrezavila, Miška kašo kuhala, temu dala, temu dala, temu dala, temu dala, temu pa vrezavila, pa se rudnik vzgledala.
jo, kako zdaj tako ljubo pjeval. Joj, kruh sem spekla, friškega kruha imam za vas. Evo vam. Sedaj pa na oder vabim Novovska dekleta, vokalno skupino Arja. Sestavljajo Sara Tomič, Anja Bogovič, Katja Bogovič, Ela Urek in Anja Tomše. Delujejo kot sekcija kulturnega društva Zvezda Dobova od leta 2013. Dekleta redno koncentrirajo ter sodelujejo na kulturnih prireditvah po Sloveniji in izven meja naše države. Vsako leto nas očarajo s svojim samostojnim koncertom in z akustičnimi glasbenimi večeri. Sodelujejo z glasbeniki ter glasbenimi zasedbami, kot so kitarist Robi Betan, skladatelj Tine Bec, zborovodkinja Monika Fele, gasilski pihalni orkester Loče in klapa Štofit iz sosednje Hrvaške. Pred 3 leti so se prvič udeležile regijskega tekmovanja odraslih vokalnih zasedb in osvojile srebrno odličje, nato so na tematskem regijskem tekmovanju sozvočenja prejele posebno priznanje za zanimivo sestavo sporeda ter nagrado za najperspektivnejšo zasedbo. Lani je bilo še posebej intenzivno. Na pesmi Posavja so osvojile prehodni pokal kot najzanimivejša zasedba revije, na regijskem tekmovanju v Celju pa srebrno plaketo, na mednarodnem zborovskem tekmovanju v Bratislavi pa so prejele zlato priznanje. So prejemnice priznanja tudi krajevne skupnosti Dobova. Tako so prejemnice tudi priznanja krajevne skupnosti Dobova za izredne dosežke na področju zborovskega petja. Vroče poletje, voda hladi, senca zavetje, in eden tisti. Čisto brez skrbi, tjarari, ko življenje zakrije zobi, pridejo iskre in dobri ljudje. Glasba in petje, nehaj na eks in razodetje. In ko življenje zakrije zobi, pridejo iskre in dobri ljudje. Nekaj si je v nas ljudi, ne ugibajmo zakaj, le da vsem lepo je. Tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj, zdaj gre le na bolje. Nekaj si je iz teles, ne ugibajmo zakaj, le da vsem lepo je. Tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj, zdaj gre le na bolje. Sonce zahaja, zvezde budi, zrak se ohlaja, ogenj gori, plešemo v temi. Počasi brez skrbi, tjarari, in ko življenje zakrije zobi, pridejo iskre in dobri ljudje. Nekaj si je v nas ljudi, ne ugibajmo zakaj, le da vsem lepo je. Tudi goli smo vmes, a nikoli
dotik, le dotik je povedal vse za oba. Pogled, le pogled je spremenil najin svet. Se še spomniš risanja po pesku, pesek naju je pokril za lahko noč. Prvi zvezde skupaj sva preštela, pozabila na vse. En dan, le en dan, ki v večnost je ujet. Poljub, le poljub je obljuba vseh obljub. Moj dotik začuti tvoje prste, prsti čutijo ljubezni zlatoti, ustnice zrnijo barva sreče, sreče, da zdaj eno sva tu stojim. Ponosno s teboj ti povem, misli jasno na glas. Moj dotik začuti tvoje prste, prsti čutijo ljubezni zlatoti, ustnice zrnijo barvi sreče, sreče, da zdaj eno sva tu stojim. Ponosno s teboj ti povem, misli jasno na glas, tu stojim. Ponosno s teboj ti povem, misli jasno na glas. Glej, kako lepo zvezde blešejo, spomni se na pesek in dotik. Prvi je korak junija takrat, še spomni na pesek in poljub. So z nami tudi dobovski rogisti. Ustanovljeni so bili leta 1993 na pobudo lovske družine Dobova. Pred 10 dnevi so slavnostnim koncertom v Dobovski cerkvi obeležili 25. obletnico delovanja. Kljub temu, da se je zasedba v teh letih kar nekajkrat spremenila, se vodja rogista v Robi potrudi, da pridobi novega člana in da sestav ostaja poln. Njihova zvrst glasbe je specifična, zato so njihovi nastopi pretežno povezani z lovskimi prireditvami, kot je srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov. Kljub temu pa radi nastopajo tudi na drugih prireditvah in tekmovanjih, odkoder so se vračali s pohvalami in priznanji tako iz Slovenije kot iz tujine. Rogove jim je nabavil gospod Franc Polovič starejši in še vedno lepo zvenijo. Nocoj bodo zveneli v naslednjih skladbah: Cum Aza, Kukavica in Dobovski rogisti.
Franc Bogovič od leta 2003. Pojejo ljudske pesmi, kot se je včasih pelo na vasi, ob delu na polju ali spravilo pridelkov, žetvi in kožehanju koruze. Takšne ljudske pesmi pojejo in se trudijo, da se ohranjajo in prenašajo na naslednje rodove. Nastopajo na srečanjih ljudskih pevcev ter na vsakoletnem območnem srečanju, bili so tudi med udeleženci na regijskem in na državnem srečanju. Njihov mentor je Slavko Požar. Za nocoj pa so pripravili Dolince, povišujte se in sinoč bil ukraden Mirož Marin. Dolince, povišujte se, hribčki ponižujte se, da se bo videlo ravno polje, da bom videla, kje fantič moj gre, da se bo videlo ravno polje, da bom videla, kje fantič moj gre. Oblački razganite se, meglice razpršite se, da se bo videlo jasno nebo, da bom videla, kje fantič moj bo. Da se bo videlo jasno nebo, da bom videla, kje fantič moj bo. Moj fantič pa na straži stoji, sam Hauptmann pa z njim govori. Fantič, oj, fantič pa, kje imaš dekle, da bi ona prosila za te. Fantič, oj, fantič pa, kje imaš dekle, da bi ona prosila za te. Moje dekle pa na posli leži, pa prav da jo glavca boli. Če mi umrje ali pa živi, saj me žmenca pomaga ti ni. Če mi umrje ali pa živi, saj več žmenca pomaga ti ni. Sinoči bil kraden Mirož Marin, po celi vasi sem šla za njim, pa za njim, pa za njim, pa za njim sem šla. Da nazaj dobila bi ga, pa za njim, pa za njim, pa za njim sem šla. Da nazaj dobila bi ga. Sinoči sem srečala fantiča, ki imel je
Mesec oktober ni bogat samo zaradi pisane palete barv in število toplih in sončnih dni, temveč je prepreden s pomembnimi dogodki, spominskimi dnevi in prazniki. Tudi pevke skupine UP so se začele kot vokalna skupina družiti ravno oktobra, pred 3 leti. Ko so razmišljale o imenu, ki bi ustrezalo njihovim letom, so bile kaj hitro edine, da ne želijo prepevati samo zase, ampak se želijo predstaviti občinstvo v upanju, da bo to čim večkrat in čim lepše. Njihov izbor pesmi je pisan, zelo rade posežejo po melodijah svoje mladosti, prednost pa seveda dajo tudi ljudski pesmi. Danes se bodo predstavile le 4 od 6 pevk, kajti včasih pride kakšna bolezen ali pa potovanje, a so zatrdile, da se bodo potrudile v upanju, da vam bo njihovo petje seglo do srca. Nocoj bodo zapele, 4 fantje špilajo, ko boš prišla jemat slovo mladost in prepelica se v detelni suče. Štirje fantje špilajo, hojo, z eno mlado deklico, hojo. Štirje fantje špilajo, z eno mlado deklico, z eno mlado deklico, hojo, hojo, hojo. Prvič karte vržejo, hojo. Prvič karte vržejo, hojo. Dobil jo je mlad fantič, dobil jo je mlad fantič, dobil jo je mlad fantič, hojo, hojo, hojo. Drugič karte vržejo, 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 drugič karte vržejo, vržejo, juhej. Dobil jo je en star cigan, star cigan, star cigan, dobil jo je en star cigan, juhej. Tresi znarci cvenkala, 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 zdaj boš na citre brinkala, brinkala, juhej. Prej si spala v kamrici, v kamrici, v kamrici, zdaj boš spala v gmajnici, v gmajnici, juhej, juh! Za nas velja stara učenost, življenje je pametna norost, saj kdor je mlad, prizna porad, čez reko skače, kjer je most. A sredi vseh pametnih noči spoznanje se včasih oglasi, da čas hitri za vse ljudi, zato zapojte z nami vsi. Prišla jemat slovo od nas mladost, zapusti nam kak majhen most, kot upanje, da boš še kdaj prišla. Ko boš prišla, jemat slovo od nas mladost, prodaj nam sanje za modrost, vsem, ki vemo, nikdar te več ne bo. A sredi vseh pametnih noči spoznanje se včasih oglasi, da čas hitri za vse ljudi, zato zapojte z nami vsi. Prišla jemat slovo od nas mladost, zapusti nam kak majhen most, kot upanje, da bo še kdaj
prišla, ko boš prišla, jemat slovo od nas mladost. Prodaj nam sanje za modrost, vsem, ki vemo, nikdar te več ne bo. Škrjace pa vrti vrti, Aljona si lipo žvrguče, svoje mlade si fičkat viči. Prelica se detelj mi suče, škrjace pa vrti vrti, Aljona si lipo žvrguče, svoje mlade si fičkat viči. A nas na Polajskim navoda je taka, da te za voglom počaka, pa te nagobčiš templa, če se ne da. Pa nas na Polajskim navoda te za voglom počaka, pa te nagobčiš templa, če se ne da. Prelica se v detelj suče, škarjace pa lufti vrti, Aljona si lipo žvrguče, svoje mlade si fičkat viči. Prelica se v detelj suče, škrjace pa v lufti vrti, Aljona si lipo žvrguče, svoje mlade si fičkat viči. Pa nas na Polajskim navoda je taka, da te za voglom počaka, pa te nagobčiš templa, če se ne da. Pa nas na Polajskim navoda je taka, da te za voglom počaka, pa te nagobčiš templa, če se ne da. Če se le da. Ja. Po besedo nocoj bo poskrbela literarna sekcija Beseda. Člane sekcije je povezala ljubezen do pisane in brane besede. V njihovih vrstah delujejo pesniki in pisatelji, ki se lahko pohvalijo z izdanimi knjigami, člani pa se redno predstavljajo na literarnih tematsko obarvanih večerih. Nocoj bodo za jesensko poigravanje besed poskrbeli Nada Ravnikar Srbčič, Monika Bukovec, Drago Pirman in Jožef Virš. Najprej moram opravičiti, ker Monike žal ni, ja, nekdo pač mora delati, ne? Jesensko poigravanje besed je naslov z dodatkom bolj za šalo, bolj za res. Ali ste prepričani, da razumete različne besede, ki jih dnevno uporabljate? Uporabljamo. Mislim, da bi se kdaj pa kdaj vprašali, kaj pomenijo. Mar ne? Še na svet, če vam slučajno kaj ni jasno in ste v negotovosti, si pomagajte z razlago naslednjih besed. Namreč, otroci vedo veliko in so o njih razmišljali. Takole, seveda,
z veliko mero domiselnosti. Kriza. To je, da nekaj delaš, ko si toliko živčen. Kriza moti ljudi. Izgleda, kot bi eni ljudje bili živčni in ne bi imeli hrane. V Ljubljani je ni. Kriza je samo na Hrvaškem in v Italiji. Tam se pojavi zato, ker so vsi živčni in imajo krizo v glavi. Če bi bila tukaj kriza, bi bil jaz tako živčen, da bi se tako na krizo kregal, da bi skoraj odletel. Dohodek je mreža za dinozavre. Narejena je iz vrvic, naredi ga pajek, dohodka ni doma, iskat ga gremo v trgovino. Recesija. To je tisto, ko so notri zmaji in pijejo in jedo. To je dom od zmajev. Naredil ga je Fraj Tonarc. On je tisti, ki ima tudi brke in ima tako debele oči. Tajkun je žival bele barve in malo črne. Ima dolge dlake, živi tam, kjer so požgali drevo in je luknja. Tajkun napada ljudi in je zelo nevaren. Prehranjuje se s hrano, najraje pa ima meso. Akontacija. To pomeni, da bi na primer malo pometal, vodo čistil in bil na snagi. Tudi da bi šel malo gledati ribe in šel na pomol. Gledal bi še ptičke. To vse pomeni akontacija. Človek jo dobi v službi. Če veliko denarja prisluži, jo dobi. Akontacija ni odvisna. Ona je zmeraj prijazna, če nekdo grdo dela akontacijo, ga dajo ven. Ekonom je take posebne vrste riba, ki spusti eno posebno mrežo, v katero ujema ribice, ki jo čez nekaj časa porine v sebe. Ekonom živi v posebni reki, kamor lahko vržeš žogo in jo on lahko poje. On ni nevaren. Lahko ga imaš za ljubljenčka ali ga lahko tudi poješ. Izgleda velik in velik trebuh ima. Tole tako zgleda, če ga od blizu pogledaš, pa je čisto mičkena ribica. Nima oči, on le voha. Kocine ima zelo majčkene kot črepinja. Zobe ima zelo špičaste in če tako piči, ugrizne, ti njegov zob ostane noter. Otroci so razmišljali tudi o tem, kdo je predsednik, inšpektor, kaj je to nadzorni svet, občina in kdo je minister. Takole so rekli za predsednika. To je človek, ki čuva državo. Ponavadi ima klobuk ali kravato, pa še odloča o tem, da policija odnese lopove v zapor. Predsednik je moški in izgleda star. Ni samec, živi še z drugimi ljudmi. On nima ne žene in ne otrok. Ima le služabnike. Kuhajo mu posebni ljudje. Pri nas je več predsednikov. Naš je dober. On tudi čuva Ljubljano. Inšpektor. Inšpektori so tisti, ki zaprejo vse, če nekaj ni v redu. To ugotovijo tako, da sami odkrijejo, kaj je prav in kaj ne. Inšpektor postaneš tako, da moraš zelo dobro voditi in se znati dobro prepirati. Inšpektor je samo moški in noben drug. Zato, ker so moški bolj močni.
Inšpektor izgleda tako, da ima orožja vseh vrst in z njimi kaznuje lopove. Kaj je nadzorni svet? To je en profesor. Ukvarja se z vesoljci. Če jih vesoljci napadajo, pridajo protestniki. Potem pride še zombi. Oni so skupaj v nadzornem svetu. Oni tudi mislijo, da hočejo eni ubijati zombije, ker te oni lahko pokrempajo in te imajo za pojedino. Nadzorni svet ne dela nič sestankov, edino s prijatelji. Glavni je en debel zombi. To preiskujejo ljudje, ki imajo orožje. Mi nismo o tem nič obveščeni. Važno je, da smo varni in da nas ne ukrempajo. To delajo tudi po noči v eni hiši od specialcev. Kaj je občina? To je tekmovanje. Tekmujejo, kdo podre več keglov. Tekmuje en moj sosed, gospod Janez Zorec. On je glavni v občini. Njegova občina se imenuje Šankjank. On tam ukazuje, kaj bo tisti delal. Ponavadi popravlja to stavbo. Šankjank se nahaja na Lošinju. Tam so sami moški, ki živijo v občini. Preživljajo se s kruhom. Grejo v pekarno ali pa v trgovino. Rabijo še meso od levov in krav. Včasih v občini da zadelati Janez Zorec, da dvigujejo uteži. Zato imajo nagrade in kakšne torte. Ljudje, ki so v občini, so Matic, Eva, Max, jaz in tako naprej. Kdo je minister? Minister je en človek. On mora delati nekako tako kot predsednik. Minister izgleda v kravati in črni obleki. Na svetu je več ministrov. Minister postaneš tako, da se moraš učiti pisati, moraš imeti izpit za avto. Ministri so poročeni in živijo v ogromnih hišah in imajo obešene razne zastave. Minister mora biti vedno v službi. Službo ima na poročilih, v časopisu in v reviji in v kakšni knjigi. Dermatolog. To je drevo, ima plodove dermate. Niso užitni, zelo so strupeni. Le za gozdarje ne, ker oni znajo paziti. Dermatologi so v gozdovih, v Sloveniji jih ni, so le na Kitajskem. Iz njih delajo zapestnice, verižice, obroče. To je težko delo. Jaz ga še nisem videl. O tem sem slišal na poročilih. Videl sem ga na slikah. Imel je veliko listov in dermatov, plodov. Ginekolog. To bi lahko bila ena leteča stvarca. To ne more biti živo bitje. Nahaja se v Sloveniji ali pa na otoku. Lahko je iz kovine. Poznamo pa tudi lesene, kovinski imajo prednost, ker so bolj srebrni ali če padajo v vodo, se potopijo. V tem primeru so leseni boljši, ker se v vodi ne potopijo. Ginekolog je malo nevaren, ker se lahko zaleti vate. Jaz bi mu pomagal, da bi lahko letel in bi videl vse pokrajine. Imel bi ga zunaj na travi, kjer bi bil priklenjen s ključem. To so bila otroška razmišljanja vrtca Sovice. Pravijo, na mladih svet stoji. Na mladih svet stoji, pravijo, to je res.
Sedaj še pa kratka zgodba starih zakoncev. Kar 60 let je čakal, da je izvedel, kaj je v ženini skrivnostni škatli. Zakonca sta bila poročena več kot 60 let. Delila sta si vse, zato en pred drugim nikoli nista imela skrivnosti, z izjemo ene stvari. Žena je vsa ta leta na omari hranila posebno škatlo za čevlje, katere vsebine ni želela deliti z možem. Še več, opozorila ga je, da je nikdar ne sme odpreti in pogledati v njeno notranjost. Mož je upošteval njeno željo in škatle ni odprl. Prav tako pa v njej in njeni vsebini ni spraševal. Do trenutka, ko je njegova življenjska sopotnica močno zbolela in so zdravniki ocenili, da ne bo več dolgo živela. Ko se je s trdim srcem spomnil vseh lepih in iskrenih trenutkov, ki sta se jih delila, se je spomnil na škatlo za čevlje, ki je vsa ta leta tičala na njeni garderobni omari. Radovedno na miru, zato je že v škatlo in še zaprto odnesel ženi v bolnico. Prosil jo je, da mu v zadnjih dneh njenega življenja vseeno sedaj lahko zaupa, kaj se nahaja v skrivnostni škatli. Strinjala se je, da je skupaj odpreta. Ko je mož zagledal vsebino škatle, mu prav nič ni bilo jasno. Znotraj so se nahajali 2 kvačkani lutki in 40.000 evrov. S presenečenim obrazjem je prosil za pojasnilo, zakaj lutki in odkot denar. Dragi mož, dan pred najino poroko mi je babica zaupala recept za srečen zakon. Skrivnost naj bi se po njenem mnenju skrivala v tem, da se zakonca nikoli ne prepirata. Svetovala mi je, da naj bom v primerih, ko bom jezna nate, povsem tiho in do takrat raje nakvačkam lutko, je zaupala možu. Mož je bil vedno ganjen in po licu so mu povzele solze. Samo 2 lutki je nakvačkala, kar pomeni, da je bila v 60 letih najn jezna le 2-krat. Draga, to pojasni lutki. Kaj pa ves ta denar, je bil radoveden mož, kje si dobila toliko denarja? Ah, to je denar, ki sem ga zaslužila s prodajo lutk. Hvala za tako igrivo poigravanje besed. Na oder pa vabim mešani pevski zbor Dobova, ki deluje že od leta 1988 in zato jih že v naslednjem letu čaka okrogla obletnica delovanja. Zbor od prejšnje sezone vodi zborovodja Aljaž Božič. Mešani pevski zbor se rad odzove povabilom na nastope ob raznih priložnostih, kot so tradicionalne prireditve in koncerti, pevske revije in druge priložnosti, samostojno izvedejo letni koncert in že tradicionalno božično-novoletni koncert. Moj rodni kraj, moj rodni dom, kako si te želim. Nič več pozabil te ne bom, samo za te živim. Oj mi zapoj, štrjanček moj, kot bil si mi nekoč. Saj jutri spet javgalni svet, bom šel in se poproč. Spomnim na mlada leta se, kako sem srečen bil. Prelepi časi, kje ste le, da spet bi vas užil. Tam, kjer mi zipka tekla je, oj, tam sem srečen le. Ja, kjer izbral sem si dekle, ja, vleče me srce. Ko pa nekoč poslednjo noč mi nauče
hram, tam gori kjer vinograd mam. Če kdo prijatelj ima čas, naj pride k meni vas. To sladko vince pijemo in hvalimo Boga, z veseljem ga zaužijemo, tak dobrega nam da. Z veseljem ga zaužijemo, tak dobrega nam da. Je hladno kakor grozno led, posodi vince dobrih let. Natočil ga bom en bokal in še kaj zraven dal. To sladko vince pijemo in hvalimo Boga, z veseljem ga zaužijemo, tak dobrega nam da. Z veseljem ga zaužijemo, tak dobrega nam da. Bog živi ves slovenski svet, ohrani trtico in klet. Na zdravje žen in vseh deklet, brez njih je prazen svet. To sladko vince pijemo in hvalimo Boga, z veseljem ga zaužijemo, tak dobrega nam da. Z veseljem ga zaužijemo, tak dobrega nam da. Sem pevec in peti, je vse mi na sveti. Saj dan so krasi, da pojem si včasi. Zakaj bi ne pil? Zakaj bi ne pil? Zakaj bi ne pil? Zakaj bi ne pil? Če tudi je delo, mi čelo grelo, se trudem in pesmice zlagam. Zakaj bi ne pil? Zakaj bi ne pil? Zakaj bi ne pil? Zakaj bi ne pil? Je bilo končano in vse že zaspano, nazad je še eno, zapojem pošteno. Zakaj bi ne pil? Zakaj bi ne pil? Zakaj bi ne pil? Zakaj bi ne pil? Pred naslednjo napovedjo se moram popraviti, saj je prišlo do napake. Mešani pevski zbor to leto praznuje 30-letnico delovanja, druženja in prepevanja. Zato prosim še za en aplavz.
leto zapored pa je z nami glasbena skupina MTM, ki deluje od marca 2017. Sestavljajo Matej, Toni in Mirko, ki so že prej nastopali v drugih glasbenih zasedbah, Matej v Zadnji šansi, Toni in Mirko pa v Luxus bandi. Fantje so zapisali, da nastopajo na različnih prireditvah, kot so rojstni dnevi, razne obletnice in tudi poroke. V domačem kraju jih srečamo na občnih zborih društev, v letošnjem letu so popestrili tudi krompirjado, zato upamo, da jih bomo še srečevali in se zabavali ob njihovi glasbi. Danes se nam bodo predstavili s skladbami Naj živi vesela družba in Zagorje Mix. Prijatelji, nam je lepo, radi k vam zato prihajamo, skupaj z vami vedno srečni smo, ko igramo, vam in pojemo, med prijatelji je kratek dan, vsak nasmeh je sonce obsija, če je treba z vami dolgo noč, smo za dobro voljo vam pomoč. Naj živi vesela družba, glasba naj odpre srce, greže smeje, deklica se lušna, komaj čaka, da spet se gre. Naj živi vesela družba, veselica ni vsak dan, najkar čakajo skrbi služba, danes praznik pravi svoj ima. Fante so tekli in se greje, kako sonček zla, saj je našega srca zaklan. Med prijatelji je kratek dan, vsak nasmeh je soncem obsijan, če je treba z vami dolgo noč, smo za dobro voljo vam pomoč. Naj živi vesela družba, glasba naj odpre srce, glej že smeje, deklica se lušna, komaj čaka, da z njim prisad gre. Naj živi vesela družba, veselica ni vsak dan, najkar čakajo skrbi služba, danes praznik pravi svoj ima. Naj živi vesela družba, veselica ni vsak dan, najkar čakajo skrbi služba, danes praznik pravi svoj ima. Zagorja doma vrela je naša krv. Ej, mi smo dečki, Zagorja doma vrela je naša krv. Ljubimo naše, praznimo čaše, takva je naša čut. Ljubimo naše, praznimo čaše, takva je naša čut. Hej! Lepetije, Zagorje zelene, Zagorje zelene, Zagorje zelene, lepetije, lepetije, Zagorje zelene, veselo je v njemu svaki dan, veselo je v njemu svaki dan.
я Байдашицу нам, Вараждину на плацу, я Байдашицу нам, я Байдашицу мам, Варажди. Я без нам, свою декларати мам. Я без нам, свою декларати мам. Žena ne zna da pleše kao što plešeš ti. Od sviju žena najdraža si biti. Nijedna žena ne zna da pleše kao što plešeš ti. Od sviju žena najdraža si biti. Za ljubav tvoju skidao mi zvijezde s neba. Samo mi se ti nasmiješ i reci da si moja. Sve za ljubav tvoju skidao mi zvijezde s neba. Samo mi se ti nasmiješ i reci da si moja. Pajdaši igraju bez prestanka. Igra muzika bez kapelnika. Lepica i ti prag su pajdaši igraju bez prestanka. Kapelnika, lepica i ti prag su pajdaši igraju bez prestanka. Da bi lahko kaj zaplesali. Zato pa vabim mažoretke iz Društva Mažoretk Dobova. Trenutno v društvu trenira okoli 70 članic. Na treningih se učijo pravilne drže telesa, ritmike, vrtenja palice, plesa, ustvarjalnega razmišljanja, koordinacije telesa, baletnih osnov in timskega dela. Letno je za njimi okoli 50 nastopov, nekaj tudi v tujini. Do sedaj so obiskale Francijo, Češko, Avstrijo, Italijo, Hrvaško, Srbijo, Španijo in danes zjutraj so se vrnili iz uspešnega evropskega tekmovanja na Ohridu v Makedoniji. In s ponosom lahko povedo, da se vračajo bogatejše za kar 7 medalj in pravijo, da jim bo to tekmovanje ostalo še posebej v spominu, saj so juniorke si priplesale prvo skupinsko evropsko odličje. Tako so, drage dame in gospodje, danes z nami junior in kadet skupina. She was educated, but could not count to 10. Now she got lots of different horses.
Njegovi zanimanje za folklorom ni samo pri otrocih, ampak tudi pri odraslih. In zato na pobudo gospe Jožice Povh, ki si je folklorno znanje nabirala v tujini, je pred 7 leti v Dobovi pričela z delovanjem tudi odrasla folklorna skupina. Slednja se lahko pohvali številnimi revijami in tekmovalnimi nastopi. Nocojšnji oder zelo dobro poznajo, zato se bodo predstavile s spletom štajerskih plesov ob glasbeni spremljavi Hribar Mirka.
ki so prvič nastopili maja 2010 na koncertu Zvezdam pojemo na Senovem. S trdno voljo za delo in še bolj željo po nastopih so silovito se potegnili naprej in kmalu zatem so bili povabljeni na televizijo, najprej na Hrvaško in kmalu tudi na Slovensko. Sočasno so posneli nekaj skladb in izdali svoj prvi album pod imenom Mariachi Fiesta en Jalisco en Vivo. Pravijo, da so se nastopi nizali drug za drugim, jubileji mehiške glasbe so jih vabili na razne dogodke, kot so poroke, obletnice in rojstni dnevi. Nadaljevali so samostojnimi koncerti v dvoranah in na prostem. Preden pa nas odpeljejo v Mehiko, pa naj vas opomnim, da je za jutri napovedano neurje in bodo lahko padale kakšne metle iz zraka. Zato smo za vas danes pripravili en super čarobni bučni napitek. Ustavite se in popijte. Za konec pa ne pozabite, čarovnija je zelo preprosta. Vse, kar moraš storiti je, da si nekaj zaželiš, potem si to samo dovoliš. Hvala lepa. Dober večer, Dobova. Imamo še kaj energije? Je še energije. No, pa z ozirom na to, da danes nam manjka violinistka, vas bom prosil za pomoč. In to prvo bo skladbica, ki jo vsi dobro poznate, Selito Lindo, in bomo začeli tako, na 3, 4, bomo vsi skupaj. Aj, 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 cantai no llores. No, okej, ko bomo skupaj. Prav? Hombres. Ay, 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 canta no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Stay. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones.
lindo que a mí me toca. Sí, señor. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Sí, señor. Sí, 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 sí. Cielito lindo. Cielito lindo, y ahora va para ustedes una cumbia. La piragua. Sí, señor. Ahí les va. A boš ti prevedel, kaj je povedal? Na koncu. Gremo rokne, prej ne bomo začeli. Sí, señor. Un, dos, tres. Primero te toca la cumbia, sí, señor. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba necesario una piragua que salía del banco viejo puerto a las playas de amor de Chimichagua. Capitán del vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta. Un ejército de estrellas la seguían, tachonándola de luz y de leyenda. Y dice el coro así. Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua. ¡Sí, señor! ¡Hola! Señor, gracias por aplaudir. ¡Oye, Colombia! ¡Ahí te vamos, sí, señor! 12 bogas con la piel color macagua y con ellos el temible Pedro Almundia. En las noches a los remos le arrancaba un melódico rugir de hermosa cumbia. Y dice así: luces sombras sobre viejos ya no reman, ya no cruje madera en el agua, solo quedan los recuerdos en la arena, donde ya se dormitando la piragua. ¿Cómo dice el coro? Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua. ¡Se va a romper! ¡Aleluya! ¡Sí, señor!
Boš te prevedel? Kaj je prepovedal? Andrej bi na vsak način rad, da prevedem, kar je na začetku povedal Leo. In sicer on je danes prišel v Dobovo prvikrat, prišel je 3 ure pred koncertom in 3 ure je porabil, da je po Dobovi iskal glavnik za svoje lase. Nič hudega, dajmo mu še en aplavz, no? Sicer, to ni zahrbtno, on razume slovensko, dobro govori slovensko, lahko tudi kaj vprašate potem, je pa iz Kube. Leonel Salazar. Cantar el viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No espero que se me empine ni tampoco que se me atore. En mi caballo de tinto he venido de muy lejos y traigo pistola y cinto y con ella doy consejo. Atravesé la montaña para venir a ver las flores. No quiero una rosa urania que es el amor de mis amores. Dale, báilalo, báilalo. Y aunque otro quiera contarla, yo la divisé primero. Y juro que de robarla, aunque tenga al dinero. Yo le dejé la plantada en el huerto de mi casa. Y sin saber dar dinero, a ver qué pasa. Sí, señores! Claro que sí! Bravo, en aplauso tudi za plesalce, pa prosim, še eno počakajte, da bo malo bolj hitra. Hombres, Guadalajara! Guadalajara, 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 Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a rosa temprana. Ave de cara, pescadillo, son mi palomas, tu caserillo. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada.
tienes el alma más mexicana. Ándale, ándale, que si se toca cachado. Inolvidables como las tardes en que la lluvia de esta loma no nos dejaba ir a la sopa. Ay, 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 Hvala lepa. Lepo prosim Jožico Povh iz folklorne skupine, da se mi pridruži, ker ni vzela rožico. Zahvalila bi se pa tudi Ani, ki je nas popeljala skozi ta večer, Bojanu, ki je skrbel za ton in luč, potem Davorju, ki je celotno zadevo posnel, in pa gospodu Luzarju iz Dolenjskega lista, ki je cel večer skrbel, da bo prireditev odmevala tudi v medijih. Hvala vam vsem. Se človek nasadi, ne? Te, veš, ne si se spomnil, ko smo se zadnjič